The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Pozdravljeni sončki, dobrodošli nazaj, tukaj še nov klesarski čvek, z mano zopet Petra. Tako kot sem že omenil, tisti, ki gledate naše storije, v četrtek ne bo vloga, ampak pride ven podcast z Lovšetom. Naslednji teden bo pa prej posnet podcast z Miranom Kovačičem, ki pride ta teden mem, tako da ja, to je to. Kaj mene zdaj en teden ni, tako da vsi, ki želite karkoli imeti, naročite danes, jutr, oziroma ja, do srede. Daš do pa naše posnetke iz MyToura? Ja, ne bo jih. Ne bo jih? Mislim, lahko pol. Pa to so ti veliko imeli zapovedati. Ne vem, kdo je imel kaj zapovedati. Ja. Jaz teč ne vem. To je samo za predvajati v javnost, teb nam več povedala. Dobar, evo, tako da boste videli pol še iz MyToura, po vsej verjetnosti. Je pol naslednji celo zmontiran ta teden, pa bo naslednji teden v četrtek zunaj. Ja, moš mi še kaj zraven imeti zraven. Ja, bomo že dal. Sej najbrž, če ste vi nakladali pol jezik za 10 minut materijala. Ne, ni tok. So ti hitro povedali. Dobar, no, tako da Petra se smeji, izgleda je bilo spet kaj zabavanga. Dej povej, čak, največ sam da povem. Ok, akcija čelad še traja, PMT čelade vsaj v beli barvi, te 3 modeli, ki so najbolj prodajani, so se zdaj spet prodali, tako da sem danes jih spet naročil in bojo tukaj po vsej verjetnosti v okrog 10. do 15. julija. Tako da to je to, pol majice so tudi v akciji, hlače so še vedno v akciji, pa na spletni strani se vedno posodabljajo tale orodja. Tako da od tega, da si lahko počekirate, se pravi, če vas karkoli mot na kolesu, se pravi sam bike fit, drevenijo roke, ne vem, sedež kaj ne ustreza, si lahko pogledate to, pa imate trening plan, pa to, kar je zdaj mogoče najbolj zanimiv, ta Rate My Bike sekcija, vsi, ki pač vidijo vaš kologa, ocenijo že na naši spletni strani, plus še, da lahko kliknete tam in bo še jaz pa Petra jih ocenila pol tukaj na podcastu, tako da evo, unka hoče, je še to zraven. Tako da to je to, zdaj boš pa ti malo povedala, kako je bilo na MyTouru. Vroče. Drugače je bilo, smo se imeli luštan, ful dober, da sva bila tam cel vikend v bistvu. Še neki? En gospod je poslal tvoj posnetek, glih, ka si prišla gor na mejo. In si ga glih prehtela, je rekel, da si je pač ful dober videl navijače, se sem pogledal že posnetek, tako da evo. No, to še lahko zraven dodaš. Ja, bom. Tako da jaz imam tudi en izrezan posnetek. Za posnetek, no, sem ga dobil. Hvala, in bo šel noter v video. Imela si tam kar nekaj navijačev? Ja. Bilo kar fajn. Bilo vse pravim, da je bilo vse lušten, super, do Vršiča. Koliko časa si Vršič vozila? Dalj časa, kukor, nisem bila na dirki. Je to verjamem. Bonkalno me je čist. Fora je bilo temu, da že zjutraj je bilo ful vroče v Kranjski gori, suparan je bilo, tišal je dol, itak so bile popoldne polne vihte in jaz sem že na ogrevanju videla, da to neki ne bo štimal, ful visok utrip, nobenih vatov že na ogrevanju nisem mogla kaj proti jasni sploh razviti tistih 250 vatov, ki bi jih mogla obračati, ni šlo. Vsaj kako je mogoče pol boljš, ko se bo dirka začela. Pa nisem imela nobene take treme, še Mirsad mi je rekel, tako da ful dobro sem, da se držim, da nimam treme. Bilo je ful naših, tako da sem imela tudi ko so vozila, ne, tako da ves čas eno podporo. Tako, ko sem si nekako zadala, tudi vse je šlo, čisto v redu, super, tudi na predel. Sem imela drugi čas med ženskami najhitrejši, tako da sam Škrajner Špela je bila pred mano, tudi z njo sem se dolgo časa vozila, še tako sem rekla, to bo pa ful noro, danes dobro, vse je šlo. Vse je bilo super, za pit sem imela v bistvu dost, na predelu sem imela ekipo, ki so bili navijači, ja, mi predal bidon z mrzlo vodo, pol na spustu sem malo zgubila, no, pač jasno, koliko jaz zgubim. Ampak sem pol dobila 2 fanta, jih ne poznam, ampak hvala, sta ful dobro vlekla, res sta bila tako tudi spremna. Itak moram reči, da na splošno
nisem videla enega praktično kolesarja, ki bi lahko rekla, kva pa takle dela. Ne vem, koliko nas je bilo na štartu, mogoče 200 recimo, da nas je bilo. Jaz nisem, no vse mogoče, da je bil kakšen, ampak da bi prav rekla, tale pa nima kle kaj početi, ne vem, ne s kolesom, ne z opremo, vsi oblečeni, pripravljeni, videli se vsi polne žepe gelov, po postavah, vsi kolesari, nobenih kakšnih revčkov. Ne, takih, ki ti ne bi preživel tega za zele v soboto. Čau. Ja, ti se to vedno zmeniš s poštarjem, da prije glihka snema, zato da zgleda, koliko prodaš. Ne, samo oni imajo tako glih vsakič tale. Vedno v ponedeljkih prodajaš robo. Ne, vsak dan, ko gre naprej, samo oni pridejo skozi okrog 1:30. Aha, pa mora pa snemati prej. Dobro, pa si bila glasna, da to lahko zdržiš sam ti in drugi, ne? Ne, ti ne bi tega, mislim, da bi te kar fajn bi se mogel pomatrati. Sej pravim, ne, je glih rekel, je dobro. Simon je rekel, da edina stvar bi ti bila pozitivna za to, da bi zgubil 4 kile. Kar bi ti bilo edina stvar pri tebu zate pozitivna. Ne, bilo je... Če se vem, sem šel na štart dirke. Ja, res je, da če verjetno z tisto peščico, ki so navajeni oziroma dobro prenašajo vročino, so mogoče navajeni tudi se pelati hiter pa pritiskati v vročini, je to šlo. Za tiste, ki pa za večino, no, ko smo se pogovarjali, recimo od naše skupine, tako nas je bilo skoraj cirka 10, ki nas je dirkali, sta dejansko tako, da nista jamrala, da jih je neki ful zabijali, sta bila samo Simon pa Uroš Marčič, ki ima zraven čestitan za vrhunski rezultat. Uroš je bil 20. generalno, Simon mislim, da 23. 24. z norim časom in na Vršič in celotne dirke. Cela dirka je letela nenormalno. Jaz sem si dala čas, da bom v 3 urah 30 na Vršiču, bila sem v 3 urah pa v 5 minutah. Tako da leteli je nenormalno ves čas, to je bilo res od štanga štarta pa do konca, v bistvu do vzpona, no pa smo se pa pač vsak po svoje šli. Tudi v Soči sem se ustavila na postojanki, ker se je cela grupa ustavila, ker jasno to, je bilo vroče. Največji minus celega je, pač kle moram tudi skritizirati organizatorja, čeprav sem bila povabljena na dirko, pa so zelo simpatični, pa super, ampak z vodo smo bili absolutno premalo skrbljeni, glede na dan, vsi se je vedeli, se je že cel teden naprej, kakšen vreme bo, kakšna vročina bo in bi lahko poskrbeli za dodatno vodo. Lahko bi vozili vodo, ogromno avtomobilov se je pelalo mimo nas, noben je imel vode, lahko bi imeli vsak avto, ki je šel mimo od organizatorja ali to Majtura ali pa dirke po Sloveniji, bi lahko imeli vodo. Na postojanki v Soči so vodo samo točili nam iz flaš v bidone, s tem, da to je bila mlačna voda. Nobene vode za polivanje ni bilo na razpolago, se pravi, da bi imeli kakšne flaše, da bi sami si vzeli, se polili lahko s pol litra vode. Moram reči, da tukaj na Franji smo dobili hladno vodo, hladno pijačo, vsaj kakor toliko je bilo hlajeno, tukaj je bilo res to toplono, mlaka. Tako da z te strani tukaj ne moram nič pohvaliti, tudi na samem vzponu. Postojanka je bila na predelu, na začetku in tiste je bila čisto nepomembna postojanka, ker mislim, da tam tistih 20 km do tam, ko smo prišli po ravnini, ni nobeden rabu pijače. Jaz sem imela podajalce na vrhu predela, kjer sem saj popila cel bidon do tam vrha gor. Bila bi potrebna ena postojanka na Vršiču, se pravi že na poti na Vršič, med potjo, klanc je dolg. Če gledam, večina tistih, ki smo bili nekako pripravljeni, smo ga vozili uro plus. Se pravi, na uro plus smo se vozili na 30 plus stopinj in ni bilo niti ene vode na celi poti. Jaz sem pač imela spet to srečo malo, da imam te veze, da se je pripeljal mimo avto, kjer so bili znanci, da so mi vendar v bistvu svojo vodo, ki so jo imeli, ampak tudi ta voda je bila topla, ampak vseeno boljš kot nič. Tako da sem popila verjetno več, kot marsikdo, pa me je totalno zabil. Spila sem v bistvu tako, da sem res spila 4 bidone, s tem, da sam nisem imela več, s tem, da sem ga en bidon, eno flašo sem imela vode v žepu, tako da s tisto sem imela v glavnem za polivanje, s tem, da od tega so bili 3 bidoni voda, eden je bil napitek, hidrati, kjer neki niti se ne odžejaš s tistim, ampak bolj za futer imaš. Tudi ta voda iz avta, nekaj sem jo spila, nekaj sem se polila, tako da pač mene je po 2 kilometrih klanca zakuhal, totalno, tako glava. Jaz sem mislila, da bom umrla, res konc. Meni se je enkrat zgodil pred 25 leti, sem imela vročinsko kap in po moje sem bila kar blizu tega.
ker so me začele mravlinčati mrzlica po nogah, mrzlica po rokah, tako da take vate, ki sem si jih nastavila, sem mogla malo spustiti, tako da sem se dejansko vozila en čas zelo majhnimi vati, spustila puls na minimum, kakor sem ga lahko in potem spet nadaljevala. Iskala sem vsako senco, ki se je dal do vrha gor dobiti. Vmes so bili tudi navijači, ki so nas polivali z vodo, vsak, ki je imel, nas je polil, tako da res, bilo je peklensko, no. Zdaj, za tistega, ki jaz očitno res slabo prenašam, sicer res nimam težav z vročino, ko gremo mi na velo izlet, tam je meni super, sami se ustavimo na pumpi, nafilamo, se polijemo, gremo naprej. Tukaj pač tega ni bilo in me je fajn zmatrala, tako da sem prelezla na vrh, ful težko. Do klanca sem bila druga, tako da po klancu sem bila pa četrta, tako da sem toliko popušila na klanc. Da prideš na teh maratonih, ki so v bistvu kaj taka vročina, pa kaj tako, mislim, jaz no, sam tudi vem, da to... 5 kilometrov do konca si me ti držal gor, ker sem si rekla, ne bom spustila, ker me bom že zajbavil, drkal me bo cel let, kako nisi prišla. Imel me je, da šla dol s kolesa, res kar na jok mi je šlo, sem rekla, ne bom že mene zajbavil, in sem kar šla naprej. Kako si furala klanc? 1:22. No, vidiš, kaj mene zabil takrat, pa sem vozil ta klanc, mislim, da 48 minut iz te strani. Ko smo šli najprej Mangar, pa pol dol, pa pol iz te strani Vršič, pa je bil isto tako tak dan, kakor ste ga vi zdaj imeli. Sam smo šli mi to glih ob 2 popoldan gor, sem furil 1:18. S tem, da prve 2 kilometra vrhunsko. Ja, točno tako. Sicer res ne vem, kako se šteje, ker mislim, da oni so mogoče malo druge šteli, kakor šteje tudi Strava, ne vem čisto točen. Ker so začeli že zelo zgodaj, mi smo imeli pol tudi merjanja, so imeli oni posebej vzpon in je bil vzpon 14,7 kilometrov, ampak tam, ko je začel meriti čas, je dejansko potem bil tudi še majhen spustka, pa še malo vinka, tako, mislim, meni to, ne vem, verjetno se tukaj šteje vzpon na Vršič, jaz nisem toliko, meni to še ni bil čisto vzpon, tako da malo me je to tudi zmedel, ker sem mislila, da se že začenja res vzpon, pač jaz sem bila samo enkrat prej tukaj gor in sem rekla, ok, zdaj ne grem, s to skupino so premočni, ampak če bi vedela, da je pol še spust, pa še kar nekaj bilo malo ravnince, bi še s to skupino lahko šla naprej, vsaj do začetka, ne, ker je bil res pol tist klanc. Ampak dobro, sej to ne bi nič nobene vloge igrali, ne bi zaradi tega jaz lažje se pelala. Ne, mislim, vem, da si premalo spila samo zaradi tega, ker jaz, ko sem šel na štart pogledat, pa je bilo še par profijev slovenskih, trenutnih pa bivših tudi tam. Z Urošom sem se pogovarjal, Štefko tam, tako da Štefko tudi pol še pride na podcast v juliju, da bo malo povedal, malo za kulisje te organizacije, pa to, kaj itak posod zraven. Skratka, in je tudi meni je tekel dol cel cajt. Jaz še nazaj sem šel, pač pa sem spil, rečemo, da bidon, takoj, ko sem štartil, 2 bidona sem imel še sabo, pa sem mi pa še Štefko dal še 2 vodi tam, da sem dal bidone, spravo 5 bidonov za 85 kilometrov, sam je to več ali manj ravnina. Ja, pa nisi ga tišel, pa tako ne. Mislim, šel sem kar v redu. No dobro, ne tako tišel, kakor mi na derki to mislim, ko si že pač greš v tilte. Bil sem kar ok, ampak je bilo meni vroče, pa sem šel po ravnini, ne, se pravi, ti skozi vetrček pihlja, pa to pa je ok. Tako da si ne predstavljam, jaz bi po moje zakuhal. Ne vem, kako so drugi, ker sem tudi druge poslušala, da so sam z 2 bidoni zvozili to furo, sicer so imeli pol tudi Krče proti koncu Vršiča, jaz Krčev nisem imela. Ni bilo nič v bistvu meni tako, če bi me eden rekel, kaj mi je bilo. Samo enostavno noge so bile prepečene, zažgane, pa glava. Me sem imela skozi občutek, da mi bo glavo raznesel, da mi bo res, kot da mi vre kri v glavi. No. Res, to je bilo nenormalno. Ni navajen na to vročino. Ko sem prišla na vrh, v bistvu mi je tudi zelo hiter puls padel in vse, tako da se pravi, ni bilo neki pretiravanja. Ne. Tudi če gledam po samih številkah, po kurjenih kalorijah, po vsemu, nič posebenega, vse skup. Sam pač počutje groza. In pol spust je bil prav blažen žegan, ko smo se dol spuščali, sem kar No, druga stvar je tudi to, da na vrhu Vršiča ni bilo nobene vode. Prav, jaz sem popila celo vodo, med še čist na koncu, 500 metrov sem kar nad seboj na vrhu voda, spijem uno vodo, še tiz bidončka, malo kar je ostal. In na vrhu, kje je voda? Ni vode. In ni bilo niti...
Tako da ja, še ena črna pika organizatorju, kar najprej pač ni bilo vode na vrhu. Tam so bile ene punce, ki so anketo delale za Grupamo, zavarovalnico in so imele tam eno vodo, tako da sem jih nafehtala hvala puncam za 5 flaš vode, tako ker so me gor čakali Ponteli je bil tik pred mano, no? Čist, tako da pa Jaka pa Boris smo bili zelo gor blizu, tudi ves čas smo bili skupaj v skupini, no? Tako da pač oni so pol na klance naprej odpalali. Boris me je šlo še pretegnil nazaj iz Postojanke v Soči, tako da smo nazaj sujela skupino. Tako da tudi Borisu hvala, Boris je spet zaslužen za eno kolajno. Tako da to so te črne pike. Jaz sem pol tudi govorila z organizatorjem, se tega zavedajo, vejo, da je bila to napaka, da pač enostavno niso na ta pravem mestu postavili Postojank. Kar se pa tiče na vrhu Vršiča in pa je organizator dirke po Sloveniji ni dovolil, da postavijo Postojanko, kar po en stran tudi razumem, ker so se najbrž bali, da bo potem teh plastenk na spustu iz Vršiča dol velik, spust je pa že tako bil nevaren. Tako da iz tega vidika smo bili pol prekrajšani za vodo tudi na vrhu. Lahko bi bila pa 2 kilometra pred vrhom. Če ti dajo, se ti lahko rečejo, da je to zdaj treba spiti zaradi dirke po Sloveniji pol in je to. Ja vem, sam so te zovni bliže, tako je bilo full plastenk pa vsega po cesti. Ne, Skratka, tako da z tega to je bilo res malo zoprn, pol smo prišli v cilj. Bil je pa organiziran ta My Zone, predel za nas, navijače, za tiste, ki smo vozili, pa lahko smo imeli zraven še pripeljali svoje navijače, svoje partnerje in je bilo tam noter ful luštan, bila je res postrežba, imeli so hrano, so kuhali, šefi, jaz to ne poznam toliko po imenu, ampak je bilo ful dobro za jesti. Mogoče malo premalo za nas, ki smo bili toliko lačni, povsem so bile to malo manjše porcije, tako da če bi bila še porcija malo večja, bi bilo še boljš. Tudi pijača je bila, smo dobili eno pijačo gratis. Tako ful organiziran, lepo, vrhunska postavitev, ker smo bili direkt zraven cilja, tako da smo res potem sedeli v ciljni ravnini in lahko še gledali zaključek dirke po Sloveniji. Med tem časom so šli Mersat pa druščina, tudi klej iz lokala na Mangart, tako da oni so se imeli ful lepo in so uživali na Mangartu, prišli nazaj in pa smo se družili do poznih ur. Ta zadnji smo bili pod tem šotorom, itak, vse kdo pa drug mi. Vmes se je fajn uscali, tako da smo še z eno skupino drugih kolesarjev držali te šotore, da jih ni odnesel veter. To je bilo tudi zabavno. Tako da kar luštno oni, ki so tebe tam, ki so navijali, so šli pol sam naprej, pa gor na Mangart. Tako. Oni niso šli na Vršič, ki itak bi bili prepozni, niso se takoj vračali v Kranjsko goro, mi smo itak še rabili nekaj časa, in med tem časom so šli oni na Mangart, pogledali so na predelu Profiče, ki so se čez pelali in pa so se oni vrnili v Kranjsko goro, ki so pa glih prišli k Profiči iz Vršiča. Aha. Okay. Tako da se jim je ful poklopil, dobro, nam pa tudi, tako da smo se imeli. Se pravim, drugače, samo vzdušje, pa imeli smo se res dobro, res lušten. Mersat je še rojstni dan zraven praznoval, tako da je bilo vrhunsko. Ja. Včeraj pa cel dan sem v ležanje objasni, nisem mi dal v kopalke niti prav bliž, da bi šla not, sem prišla do fajn tako čez noge in je bilo prav prijetno, no. Ni bilo tudi toliko ledena, folka se je ful kopal, tako da je res vroče, no, da v Kranjski gori ni nobenega hlada, tako da če mislite, da ste prišli v hribe, pa v tam bolj hladno ni bilo nič. Tudi na vrhu Vršiča je bilo 27,5. Po noč pa je, po moje? Ne. Tudi ni? Isto je, mečkanje je hladnejš, mogoče kaklele po noč, ampak je bila, prvo noč je bilo, mislim, dobro, je tako apartma, da se ga da zluftati, pa da je bil zelo da se ga da dobro shladiti, ampak drugače je bilo pa vroče. Drug dan je bila itak tista nevihta, tako da je bilo, malo hladnejš po noč, ampak ni neki prav v Kranjski gori. Kranjska gora je ful vroča, ker že pa, ko so se pelala nazaj, pa je bilo v tej dolini, proti moj strani, je bilo 3 stopinje manj. V Kranjski gori je bilo počeri isto 33 stopinj, tako da nič hladno. Sam še to povem, no, ta maj tur, pa pol zaključva, smo pa tudi naredili že analizo z trenerji, s fanti iz HPC-ja. In v bistvu glede na pitje in pa na samo pač prehrano je tudi Blaž rekel, da bistveno kaj drugače ne bi mogli narediti. Problem je pač hlajenje, ki ga jasno mi nimamo kot
rekreativci, čeprav jaz sem to računala, da nam ga bodo dali, ker so delali reklamo, da smo mi vozi kot profesionalec, a ne, in sem računala, da bomo dobivali nek suport iz ceste, ampak tega ni bilo žal. Mogoče za drug let organizatorji imajo tura, če se hočemo mi počutiti kot profesionalci, pol morate z nami tudi tako delati kot profesionalci, ne? Ja. Mislim, če je tak marketing, polja. Ja, če je tak marketing, točno to. Tudi niso bile številke personalizirane, ki je bilo napisano, da bomo imeli številkah imena napisana, tega ni bilo. Pa mogoče bi bilo tudi primerno, da bi vsak dobil neko spominsko medaljo, glede na to, da ni to zdaj dogodek, kjer je 2000 ljudi, čeprav na Frani se dobil vsak spominsko kolajno, tukaj ni bilo, a ne. Tako da v bistvu... A drese ste dobili? Drese smo pa dobili, ja. In? Nisem ga še odprla. Ja. Sem te hotel vprašati, A veš, da moram reči, da v živo niso tako lepi, kot so na slikah. Ti ga bom pokazala. So zelo šajni. Ne, se mene zanima fit, kako je, ki ga daš gora, je v redu. To pa nisem ga še gor dala. Bom še do tam prišla, pa ti povedala naslednjič. Pa ja, če imaš od letap, se po moje isti. Jaz mislim, da so vsi isti. Ja, pa to ne bom komentirala, kaj še nekaj daš gor. Če je tako od letap. Razvaja narod. Ja. To je to, ko imaš tako dobre stvari. Razvadil si me najbolj ti. Tako da ja, tudi se pravi, tudi Blaž, trener je pohvalil v bistvu vožnjo samo in je rekel, da glede na to, da je Garmin na števcu kazal vse čas 30 do 33 stopinj na Vršič, da so bili te vati po pričakovanju in zelo dobro odpeljani, ker so bili dosti konstantni, tako da je rekel, da sem čisto dobro odpeljala, tako da sem kar zadovoljna. Bom se pa zdaj bolj pripravila na Pogi Challenge, pa sem več v vročini vozila, ker tam računam, da ne bo nič kaj boljše. Ja. Mislim, krvavci mi zdi, da bolj, ko si bolj gor, se mi zdi, da čutiš, da je malo bolj hladno. Ja, ne vem. Če je ne, to je tako, ne, verjetno, če je tak vreme, tak zrak, ja, če je pa pregreto vzračje, pa tudi v hribih je vročeno, tako da, ja. Ja. Tako da to je to glede Majtura, imela sem en kratek dopustek, zdaj se pa veselim mojega dopusta, ki se že ful hiter bliža in sva naredila spremembo plana in ne greva v Francijo letos. Kako pa to? Ne greva. Odločila sva se, da... Da ne bo ta kolesarila, kaj gre ta... Ne, ful bova kolesarila, ampak ne greva v Francijo, ne greva na Alpe d'Huez, kjer sva bila že zelo velikrat, ker sva si v bistvu že nekako en čas želela, da greva še kaj drugega voziti, kakor Francijo, francoske Alpe in sva se odločila, da greva pač te Dolomite, ki sva imela že rezervirane in tudi potem sva gledala, da je to še vedno skoraj 700 km je do pod vznožja Alpe d'Hueza iz Korvare, kar je skoraj, če bi se z Ljubljane pelala in sva rajš se prestavila in bova v Livinju, kjer imava tudi že rezerviran, tako da bo imela res ta prave višinske priprave pred Pogi Challenge. Ok. Livinjo. Ja, tam še nimam odpeljanih, se pravi Stelvija iz Bormija, pa definitivno bo pa Kraljevska. To boš mogla iti najprej že gor, pa dol, pa pol na Stelvijo, pa spet nazaj grediš to je kar že trasa. Niso prav v Livinju, sva na drugi strani prelaza. Ok. Ja. Med Bormijem pa med Livinjom. Tako da smo na tej strani prelaza, nama ni treba čez prelaz je vse splaniran, tako da Stelvijo pa en dan bo pa Kraljevska pa Gavija in Mortirolo skupaj, tako da. Pa se to, odvisen z kjere strani bo ta šla na Mortirolo, kar To, kar je pač najbolj lepši krog, ki je začrtan, da se gre najprej na Gavijo, pa pol na Mortirolo. Kjer je pa lažja pa težja, pa ne vem. Z te strani je lep Mortirolo, ker sam na koncu je malo bolj strm. To je z une strani v bistvu Mortirolo. Ja. Sicer se mi zdi, da malenkost daljši, ampak gre ful lepo gor. Je tako. Jaz vem, da takrat, ko smo šli, ko je imel Asos, je imel maraton kle in je ful lep. Ko z une Pantanjeve strani, če mene vprašaš, razen tega, da rečeš, da si odpelu, ker je strmo, mislim, da je 10 km, 10% ali nekaj tazga, 12%. Jaz sem rekla, da grem to kar po, glede na to, da še nikoli nisem pelala, pa tudi Mirsad še ni vozil Gavije, ki je tudi lepša stran v bistvu, sva rekla, da greva pač to, ki je epska varianta in to bova odpeljala. Meni je iz te strani Gavija me je top. Tako da to. To je zdaj letos sprememba plana, pa tako da se že veselim in ko mi čakam. Naprej, sem pa tudi zaradi te vročine, ki je bila zdaj na Vršiču,
odpovedala oziroma se odločila, da ne grem to soboto na Geos. Ker mislim, da sem kar dobro režila telo zdajle in ga moram malo zregenerirati, pa k sebi spraviti. Tako da, ja, ne gremo. Bo v soboto velo izlet. V planu je, zdaj ne vem, če bomo še videli, kaj bo vreme, ampak se mislim, da vreme bo pa vse ok. V planu so Bloke, Bloško jezero. Tako da, ja, mislim, da bomo šli neki tazga. Rakitno bo pol levo. Tako letos bomo šli najprej, zdaj smo se vedno vozili konc, pa pol čez Rakitno nazaj, letos bomo šli pa najprej na Rakitno. Se mi zdi, da je ta varianta lažja, pa z vročino tudi bolj primerna, ker je z te strani Rakitna vseeno malo manj na soncu, kot una stran. Pa potem, pa štartaš jutri, kaj še malo bolj hladno. Tako, pa pol iz Bloškega bomo šli lepo čez ti Senč nad Klanček dol, pa se pa lahko odločimo, ali gremo čez Kurašček, ali gremo čez Turjak, tako da bomo videli. Tako da bo kar lep izletek. Dobro. Že veš, kdaj boste štartali? Ja, ob 9, kasneje sigurno ne. Mogoče raj, če boste gledali še kakšne pure prej. Mislim, da ob 9 je zadnja štart. Spremljite Velobar Instagram, pa našega bo tudi objavljen gor. Tako da boste uživali, mene nov. Ja, škoda, ker bo res tak lep. Imate srečo? Imate srečo, ja. Zdaj grejo pa najprej tole dirko po Sloveniji. Itak Red Bull je dominiral. Jaz sem si prav tako vsako etapo, ko sem gledal zaključek, sem gledal, je v pelotonu se pravi kakšen naš in sem imel prav, da praktično ni bilo nikoli nobenega, razen Raubar pa se pravi iz Factor Racinga pa Gojkovič iz Gustota sta bila na drugi etapi v pelotonu, drugače so pa vsi odpadali še preden je bil pač, sploh ni bilo v pelotonu. Tudi naš Žigi se mi zdi, da je odstopil, ker ga nisem več pol videl na zadnji, pa tudi v Kranjski Gori ga ni bilo, tako da na tej etapi kraljevski mislim, da je odstopil. Tako da, klej mogoče pa nočem, da to zdaj slišati kukar posmehovanje, ampak kukarkoli pač tem ekipama, ne. Sam je zelo velik preskok, je tako, ko greš iz, se pravi, pa rečemo najbolj vaških stvari, tako kot imamo mi velorundo, pa prideš že na, rečemo, kakšno Franjo, pa vidiš, da to, kar se mi kle pojamo, da si v bistvu še zmeraj zelo slab, že za slovenski amaterski nivo, pa prideš iz slovenskega amaterskega nivoja na kakšen Gusto, pa kaj, ne? In so že te fantje vsi za nas, rečemo, orang navoženi, pa ko oni pridejo na dirko, ne, pa že oni tudi povsod odpadajo. To je vse logično. Ja, to je čist logično, to je meni vse čist logično. Mi smo amaterji, mi hodimo v službe, nam je to za gušt, mi to delamo z užitkom. Marsikjer amater se tega skoraj lotuje kot profesional že skoraj, pa je potem hod na dirke, pa tam neka razočaranja doživlja. To so pa profesionalci, ampak vseeno, ja, nivo med Gustom pa med Boro je nenormalen. Jaz sem govorila tudi s temi organizatorji, enega od organizatorjev iz dirke po Sloveniji in se je rekel, da nenormalno, kakšna razlika je samo med Boro, suportom svojim, pa vsemi ostalimi. Je rekel, tudi Bahra in Viktorius nima take suporta, ki ga ima Bora. Je rekel, oni so prišli sem s isto ekipo, kot bo bila na turu, support, staff, vse so bili high level. Te fantje so imeli praktično vsak svoj avto na razpolago od Bore, ker Bore je bilo res največ avtomobilov. Hlajenje, med sabo so se hladili, hlajenje za vratom, vse. Oni so imeli res support od začetka etape do konca. In jasno, da če imaš to, ne, jaz sem to lahko doživela na lastni koži, da jasno, da si čist nekaj drugega, kakor primer Gusto, pa sem videla en avto njihov na cesti. Ne. Tako da to mislim, fantov je pa glih tako 7 bilo, ne, v ekipi. Tako da mislim, da to je velika razlika, jasno, Klej igra vlogo največ denar in pa se to pa so oni World Tour, Pro Tour serije, mi smo pa kontinentalne ekipe, ki še vedno pač tudi Slovenija smo majhni in tukaj v temu pač enostavno ne bo šlo. V luči tega zdaj lahko povem, da je žal odpovedana letos najstarejša profesionalna dirka v Sloveniji, mednarodna dirka, Velika nagrada Kranja, kar je za moje pojme sramota, vse sramote lahko v našem kolesarstvu. In kako so si to lahko, pač, da se to zgodilo, mi ni jasen. Zdaj pač tukaj je več špekulacij, danes sem kar veliko temu brala. Eno je, pač klub je dal izjavo, da ni denarja dovolj, ne, za to dirko speljati. Po drugi strani se pa pač govori tudi temu, da je vodstvo, taka sprememba v vodstvu
se pravi kranjskega kluba, da pač so preveliki apetiti po nekem denarju in da je žal tudi do tega prišlo, da pač zdaj ni zaradi tega dirke. Tako da ne vem, kaj je pa razlog. Dejansko, da te dirke ne bo. Ne. Mislim, jaz zastopam oba dva vidika. Zastopam une, ki delajo za klub, da pač hoče biti plačani za to, kar delajo, kar je logično. Noben ne bo rekel, ja, zdaj bo pa jaz ne bom toliko plačan za to, da bo pač neka dirka v Sloveniji. Pač to je nekaj, kar morajo občina. Verjetno so bili prej neki, ki so imeli neko tradicijo, a ne, v sebi, da so to lahko delali brez denarja ali kakorkoli, zdaj najverjetneje drugače. Sam se noben nič ne dela za to, da nam nič denarja. Ne, sej meni, ja, sam zdaj verjeten, zdaj oni so baje dobili denar za to dirko z vidika kot mednarodne organizacije, zdaj za samo izpeljavo dirke pa je zmanjkalo denarja. Jaz ne vem, ne razumem čist tega, kako ta izjava že, uradna izjava, se pravi kluba, je malo tako čuden napisana, da jo jaz čist glih ne razumem. No. Kaj hočejo povedati? Imajo denar, ni problem finance, ampak na koncu pravijo, da so problem finance. Ne razumem. Ne razumem. Ja. Ne vem, se mi zdi, da se je dosti stvari v Sloveniji, ki nam navadnim smrtnikom ni jasen, ker ne vemo točno, kaj vse se dogaja v odzadju, pa ker ne vemo, koliko dejansko stroškov je z določenimi stvarmi. Definitivno pa kle, glede na to, da se imenuje Velika nagrada Kranja, pač bi kle mogla občina praktično poskrbeti za to, da je pač denar za vse, kar se tiče organizacije. Zdaj najbrž je to itak delala vsak leta, ne? Pol pa tudi vse pač ostale stvari, da je točno kaj mora klub poskrbeti za to, da se spele dirka. Ja, to morajo oni sami, jaz po moje, mi da nisva ta pravi, da komentirala to. Ne. Ampak jaz bom rekel, to so te razlike, v dobri veri verjamem, da so hoteli speljati, ampak da zgleda žal res ne gre. Tako da upam pač, da jim bo spet ratal kjer let. Vsaj drug let. Ja. Mislim, da Velika nagrada Kranja je ena izmed redkih dirk, ki se jih spomnim, ko sem bil še po moje ful majhen. Tudi jaz se v tem spomnim, da se je dosti govorili in pisali. In kot v dirki v Sloveniji, ne, ki je bila dejansko prav velikih ni bilo. Vsi iz tujine so hodili na to dirko. Tako da sicer jaz se spomnim bolj po temu, kakšne drame je Zanoškar delal v avtu, pa ko so zbijali kolesarje zato, da je Sloven zmagal, pa tako da... Ok, vse je živo, ja. Ni bil lani Frum? Je bil predlani? To pa ne vem. Zdaj pač 2 let nazaj je bil še Frum, ne? Zraven, tako da, ja, škoda, no. V glavnem, zdaj sva pri dirki pri Sloveniji, pa sem jaz s tem prekinila, ker je bilo glih malo vse poklopali s tem denarjem. Ja. Kaj sem je še hotel povedati dirki po Sloveniji? A ti si imel kakšno poseben, da si imel kakšen prebliz, da se ti kaj zdel ful poseben? Če sem čisto iskren, sem pričakoval, se je bila prevlada Red Bulla, ne? Sam glede na ekipe, ki so bile, sem pričakoval v bistvu, da bo še dosti več. Tako da ne pričakujem od Lipovica mogoče, da bo letos sploh v top 3 na turu. Mogoče, da bo pol zadnji teden, kaj je bolj dizel, da bo pol on prišel do izraza, ampak v prvih 14 dneh ga pa ne vidim. Pa to, kar sem rekel, 5 podcastov nazaj, da on ne bo nobene dirke zmagal, klemo je ratal 2. Ja, in to po 3 letih. Ja, sej. Po 3 letih je zmagal, jaz tudi tega nisem vedela. Se pravim. Da je neki zmagal. Tako da evo, zgleda je neki zmagal, sicer na nivoju, kjer so bili vsi ostali kolesarji 3 razrede nižji, ampak okej, ne. Zmagal pa je, tako da se moram jaz ugrizniti za jezik. Dobro, sej, ja. Mogoče nisi računal na to dirko po Sloveniji, sem malo pozabil takrat, ko si je to rekel. Pa ne, se tudi prejšnja leta se mi zdi, da je bila tudi konkurenca, je bila še vedno višja. Ja, večja, letos res ni bilo. Letos je bilo res bolj bogo. Je pa mogoče glih zaradi, se ne vem, a prejšnja leta so bile vse isto postavljene. Se je bil tudi Dauphiné, pa Švica so imeli v koledarju, so bili isti datumi. Pa ne vem, a je bilo to čist, verjetno da ja, ne vem. Verjetno, da ja, ne. Sam zdaj je bila ta Švica skrajšana na 5 dni in je bila verjetno zanimiva še marsikomu, komu drugače ne bi bila, ker je bila prej 8 ali 9 dni, ne. In so se pač odločili, ker sta bila na isti čas, isti termin, pa so se raje odločili za Švico, ker vseeno malo več lahko narediš kot nekih priprav, kakor na dirki po Sloveniji.
No, zdaj lahko jaz zelo na hitro povem, Quinn Simmons je postal ameriški prvak spet, tako da bo spet furu Captain America. Ja. Pitko, ki je zmagal eno dirko, ki je v Andori se zaključila. To mi je ful čuden, kako je še zdaj, pa kao ni mogel voziti Švice. Je po moje, ker je šel sam to enodnevno, se mu je že kle tudi videl, jaz mislim, da rab malo počitka, da je imel ta sklop zdaj teh dirk pa priprav, da je imel kar na harti in zdaj le teh 14 dni, ja, jaz mislim, da bojo vsi probali manj trenirati, pa da bojo imeli kamen. Glede na to, kar je pokazano, jaz ne pričakujem, da bo to Ne, tudi Pitko letos. top 3. Ne, to sigurno, da ne. V top 3 mislim, da je škoda. Mislim, da so top 3 mesta, dobro, ajde 3 še ne vemo glih, ampak kar že razporejena več ali manj. Kaj pa dirko po Švici je zgledal? Ja, sej na to sem zdaj glih hotel priti. Najprej Urška je kar orang padla na ženski, tako da kjer sem se malo pogovarjal, koliko recovery naj bi imela in glede na to, da je bila že zavestna, ko so prišli do nje, sicer nesreča je res grozno izgledala, naj bi imela za razlomljene čeljusti tam kakšen mesec off, pol pa da naj bi začela spet, najbrž bo trenirala že prej, no, ampak načeloma recovery zlomljene čeljusti traja 1 mesec, tako da ja, za profije je to najbrž kaj manj. Tako da Urška, midva ti oba dva želiva srečno pa čim hitrejše okrevanje, tako da pride čim prej nazaj. Jaz sem tudi to temo malo danes brala, glih o tej nesreči, ki je bila v bistvu se je zgodila na nekem ležečem policaju, in so se že podajajo pritožbe in tožbe na organizatorje in so tudi bile sprejete in se bojo obravnavale zaradi tega, ker je bila pač v ciljni ravnini postavljena na tak način, kjer se v bistvu že nekaj časa odsvetuje tako postavitev za ciljne ravnine in bodo tudi to zdaj začeli spreminjati, kar so neka pravila so že postavljena, ne? In mislim, tisto pravilo, ki ne vem, koliko sem jo takrat brala, ne? Da ne sme biti uvinkov, pa tega to začne veljati šele ne vem, kako naslednjo leto ali daj šele. Tako da so zdaj v bistvu glih na meji bili tega, kar naslednjo leto sigurno ne bi smeli več postaviti. Žal, ja, to se ne moramo zdaj reči, ne, bilo je ogromno enega slabega pisanja na račun Urške, da kukar češ, kaj sploh dela na kolesu ženska, ne gre za šporget in take zadeve, to je bilo res grozen, pa se ni bilo samo slovenske, so to tujci to pisali, to so bile, no, na to se je odzvala fizioterapeutka iz Urškine ekipe in je zelo oštro nazaj odgovorila ljudem. In v bistvu tukaj gre že kar malo za neko v bistvu pač delati razlike med moškimi in ženskami, mislim, da se glih ne da, ne, da je zaradi tega padla, ker je bila ženska, ne. Verjetno bi se tudi moškemu lahko kaj tazga zgodil. Tako da tukaj pač se je zgodil in nimamo kaj in se lahko vsakmu zgodi. Mislim, taka nesreča, kle, jaz ne vem točno, kaj se je zgodilo, ampak predvidevam, da je imela ne vem, da je glih tako držala balanco in ker prišla v kompresijo, je snela roko in je to. Tako da zdaj je pila tik pred tem, je ne vem, karkoli je bilo, samo to se lahko vsakmu zgodi, pa sem jaz mogoče en izmed večjih kritikov, kar se tiče ja, ne, bolj se je šlo glih za to, no, da je bilo kar neki komentarjev takih mal butastih in da to glih ne paše v šport. Pa to te holdreti, ki komentirajo, koga boli. Ja, očitno, da jih je boli, če se je v tem toliko razpisali in je bila pol tudi izjava njihovega vodstva nazaj, tako da očitno je že tudi na ta račun. Ja, sem se vsakama 5% mozga v glavi se ne bo zdaj glih na take takih, komentarje. Ja, vem, sej sam to bolj, ko komentiraš nazaj, več moči dajaš in je sam še slabš. Tako da to je ditak. Tako da ja, no, v glavnem bilo je pa zanimivo, ker je bila dirka usporedna z moškimi in to je bila prva dirka, ne, da je bilo tako v zgodovini kolesarstva, da so dejansko vozili ženske najprej pa pol moški, celo dirko, prav prva? Prva, ja. Prvič se je to zgodilo, tako da sej, v Švici, da je večdnevna, ja. Da je večdnevna, to je se pravim. Tako da meni je bilo pa ful dobro gledati drugač in moško in žensko varianto, ker je ta Švica toliko lepa za kolesariti in sploh ne moram reči, da je bilo kaj grdga tako zavideti. Tudi ceste, nisem porajtala, da bi bile glih prav neki za en drek, vse je bilo kar dosti pošlihtan. Tudi
jaz, ko sem kolesarila v Švici, moram reči, da je bilo res vse te, kar smo epsko vozili, vse res zelo urejen, tam ni nekih razpok pa razštelanih cest. Tako kot pri nas to najdeš na epskih v bistvu cestah za Slovenijo. Ne? Nas to najdeš povsod. No, ampak tudi tam vsaj bi človek računal, da kjer se veliko vozijo kolesari pa motoristi, pa tak, da bo pa urejen, ampak tako pač ni, ampak Švica je pa res bila, meni je bilo ful všeč. Tako da sem pa kle imela možnost gledati prvo etapo s tvojim očijem. Sva bila sama dva v lokalu in mi je bilo prav dobro gledati, ker to je bila ta, ki je Pogačar takoj zmagal, a ne. In pač to gledava in jaz tako, kako pa to on voz neki, pa tako pa prav tvoje oči. Ja, to dela trening, intervale dela, pač neke intervale dela, spušča, preklapla, gor dol in prav, no, sej vidiš prav, od zadnjega, zdaj gre pa VO2 max, do konca, do daske gre. Čak bo, zakaj se je Žitek zmagal? Prav, trening, on dela trening, ne. In mi je bilo ful smešen, da greš dirkat 5 dni, delaš trening, pismo in tako, pač zanimivo je to, ko gledaš nekom, ki ve, zakaj se greš, pač jaz to nisem porajtala, pa neki ne bi vedela, pa očitno ne vem sen, še vedno nič. Tako da res zanimivo je bilo gledati sploh Pogačarja, no. Mislim, tle je sploh ne vem, cela ekipa je na nivoju, ki jaz mislim, da ni nobene ekipe zdale. In pač to se je tudi pol če so pokazalo. zdesetkani, tako pa ne vem koliko poškodb, pa ne vem kaj, se je zdaj izkazalo na koncu, da bo Visma imela najtežjo nalogo, ker pač imajo kar enih par, jih nima Vingegaard, ampak kar se pa Pogačarja tiče, je pa ne vem, tudi včerajšnja etapa, ki je šel, pa se je videl, da Martinez, da je šel pač do daske, se je matru zadnjih 6 kilometrov, po moje je šel glih toliko, da nov crknu. Pač Pogačar je šel mem njega, on ni niti sanju, da bi sploh lahko priključil zraven. Jaz sam videl, ste se skoraj še zabila, ne? Ja, kaj Martinez, malo šel sem pa tja. Ja, no, ne vem, jaz ne vem, kar v glavi imam po tem, kar je Pogačar letos pokazal, da bo to ne da bo dolgočasen tur, ampak da bo dal vsem pač vedeti, da nimajo kaj praskati, dokler on hod na dirke. Ker Ja, sej, dobro je rekel, sta ta napovedovalca rekla, zdaj je tale kronometer, ki je zmagal, ne. Ja. Je bilo včeraj, sta pol govorila, kako je kronometer zmagal, ampak da pa ni bil zadovoljen na koncu. Jaz nisem sicer tega intervjuja gledala, kako je to pokazal, da ni zadovoljen, ker kakor češ Pogačar je perfekcionist in če ne zmaga dominantno nečesa, pol to njemu ni zmaga več, ne. Kar verjamem, ker si enkrat ti zmaguješ, pol ni več ti zmaga pomembna, ampak ti je pomembna vele zmaga, a ne, po eni strani. jaz ne vem, če je dal tak intervju, Ja, ne vem, to sta ona dva tako rekla, zdaj. intervju, pa je to se mogoče njima zdi, samo meni se zdi, da je rekel, da pač on ga je vprašal na princip, kukor, da je zmagal za zelo malo, ne, pa je rekel, but that's still a win. Se pravi, še vedno je pa zmagal. Ja. Tako da se mi zdi, da ni Ni imel teh, to sta to, pol kaj imela Van der Poola zmagal, je rekel, da Van der Poel, ki se pripravi na kronometer, da lahko odpele fenomenalen kronometer in da to ni prvič, ko je Van der Poel odpeljal ful dober kronometer. Jaz mislim, da je Van der Poel prav vedel, pač je targetiral 2 etapi na tej Švici in en je bil pač ta kronometer in je rekel, bom kle probal, ker Van der Poel, če ne gre na zmago na kronometru, pol sploh ne bo on v 0, neki sekunde, ampak bo pač par minut zadnji, ne. Tako da jaz mislim, da je šel kar full gas in da pač je bilo, ne vem, tle se mi ne zdi, da bo kdo žalosten zato, ker je nabil Van der Poola. Je bil pa Van der Poel kaznovan. Ja, Ker je bil brez majice. Stari, to pa. Ja, čeprav kle pa moram reči, da glede na pravila pa na vse skupaj in tudi na komentarje. Pa lahko reči, da ja, se ne vem, zakaj mu niso njegovi rekli iz ekipe. Ja, se ti pravim, pač to mu gre lahko pač, ali pa UCI, veš koliko je tam teh klinčevih UCI komisionarjev ali kukarkoli, zakaj mu ne gre reči, pa dej, a si daš lahko majico gor. Kje bo tekmovalci pravilnik vedel za vsako... Ne, on verjetno, da ne, ampak jaz tudi ne gledam kleuci, pa teh komisarji, pa ne vem, če se bolj se mi zdi čuden, da iz njegove ekipe nobeden mu ni rekel,
da tam pa noge na mizi, pa tako pa tisti, da to pač tam ne moreš tako sedeti za tistim stolom, a ne? In bi mu lahko eno majico eden vrgel, saj od tiste ekipe bi mu dal majico njegovi in pač bi se oblekel in ja, res ni izgledal. Res ni izgledal. Treba imeti pač nek protokol. Meni to ni izgledal, da je on oblečen na tistem usnjenem stolu, kjer sedi prej eden pol eden, lahko karkoli, da tam sediš brez majice, prešvican. Pač mogoče bodo zdaj rekel, da sem tudi jaz blesava, pa da je bilo vroče, pa je mogo biti. Ja, sej, če imaš eno lahko majico na sebi gor, se preoblečeš tudi zaradi tega umrl tam. Ne, tako da se ne moje po moje čisto vsem za njih. Maja tistih 500 frankov, briga ga, točno to. Vse mogoče pa vedel, pa mu je bilo vse en, si je mislil nam se oblekel, kam je vroče. Mene je bolj pač smešen zaradi UCI-ja, se grejo zdaj, oni so tisti, ki so dali žegan, da bo dirka po Švici šla, da je bil ležeč policaj na koncu, oni so krivi za to, ni organizator kriv, organizator je predlagal, da je tam trasa, UCI mora traso potrditi in če so oni potrdili, kako se sploh lahko ekipa sprav tožiti organizatorja, če je UCI tist, ki mora iti pač čez vse in če je kdo kriv, je kle UCI kriv. Ja, se to se verjetno delajo neke kako bojo te preiskave pa raziskave šle. Tukaj so še neke ene inštitucije omenjene, ki jih jaz niti ne poznam, ki so za neko varnost, pa ne vem kva. Ja, tako da mislim, da bodo Klever pač razpravljali. Ta padec, no to sem samo zdaj pač obrodil sadove in da se bo nekaj spremenil na temu. Pač. Ja. Ampak ja, dirka po Švici, jaz mislim, da Pogačar je sam še pač pokazal, da kamarkoli bo šel on, da boljš, da drugih ni. Ker pač ne bojo imeli šans na skoraj da ne. Bolj, ko bo zahtevna trasa, manj imajo šans, zato, ko bo sam prej šel in kle tudi ni bil plan, da gre 70 do konca in je pač počutil se, da gre. Je sam pogledal nazaj, je videl, da je sam in je sam sedel, sam malo pretegnil in je pač bil solo in aj čau. Ja, tam tudi ni nobeden še niti sploh bliz poskušal jet kaj dosti. Skratka, bil je pa Roglič na koncu tudi v bistvu kar dobro uvrstitev, tako da je bil 8. Glede na to, kako je od začetka kazal, tisti prvi dan je nekaj dal izjavo, da se je slabše počutil. Je to v bistvu tudi ni tako slabo. Sicer zdaj ne vem točno, kakšna je bila razlika. Mislim, da je imel 12 minut ali nekaj tasga. Kar sicer niti ni to, glede na to, da je imel 6,5 drugi, a ne. Se tudi to ne razumem, v 5 dneh 6,5 minut je dal on v bistvu drugemu kara, pa zato mi tudi ni čist. Kaj bi bilo, če bi 3 tedne dirkal? Kaj bi bilo to 20 minut? Tako da tudi te številke so kar, teli časi so kar brutalni, res. Ne vem. Roglič pa ja, tako da tukaj tudi Primožu v bistvu pohvala glede na konkurenco teh fantov, ki so bili pred njemu uvrščenih, ostalih 7 so, mislim, da kar realno pred njemu in je tudi v bistvu svoje odpeljal v svojem tempu. 12. bil? Ne, 8. Ja, 8. Ja, sam je dubil na zadnji etapi kasiral 3 minute pa 9 sekund. Se je na vsaki minuti kasiral po 3, 4, 5 minut. Vse, koliko jih je imel na koncu? Če gledaš, Carapaz je bil minuto pa nekaj pred njemu, Enric Mas je bil minuto pa 15 že pred njemu, Martinez je bil... Jaz se pravim, da so to realno po njegovih sposobnostih, kar se kaže v zadnji sezoni 2, je to bilo čisto realno postavitev. Ampak vseeno, jaz sem mislila, če povem po pravici, da bo mogoče na koncu še slabš, kot je prvi dan kazal. Ja. Ampak jaz sem tudi kar malo razočaran, da ni. Tudi na kronometru, po pravici povedano, sem računala to, da bo Roglič zmagal, glede na konkurenco kronometrašov na Švici. Pa mislim, da jo je skoraj z minuto, a ne, tudi 38 sekund. 38 sekund, no ja, sej, tudi krno, predobil še spet, ne, ja. Ampak, upam, da mislim, da je on tudi zadovoljen, ker meni je vse to za njega v tem momentu kar v redu. Glede na to, kdo je pred njemu. Glede na te vse, ki so pred njemu, verjamem, da to ne moreš biti zadovoljen, če si na tem nivoju, kukar je pač Rogla. Ja, pa Rogla, mislim, da je bil na nivoju. Pač zdaj je na takem, kakršnem je in je to čisto realni prikaz. Pa ja, sej sem... A je realen prikaza pa ni, še vedno jaz ne mislim, da je on zadovoljen z formo. Ja, to pa ne vem. Pač. Mogoče
mogoče pa je. Maj, če pa s tem zadovoljen, pa tudi kurat. Ja, se pravim, ne vem. Ja. Drugače je bila še ta Giro Next Gen, je bila, Ja. se pravi, mladi fantje. Tega pa jaz nisem nič spremljal. Ja, ni bilo prenosa, ni bilo, a ne, zagledati, verjetno na HBO Maxu bi bil, no. Ja, Sicer na nisem, YouTubu vem, da so pa se tudi na bili Maxu, skozi. sam nisem pač klele smo gledali, že tako je bilo veliko, da smo gledali ženske Švico, pa pol Slovenijo, pa pol moške Švico, tako da to še nisem. Sem pa toliko spremljala, da vem, da je zmagal izbore, a ne, fant, ki je tudi drugače svetovni prvak. In to je Italijan in mislim, da mogoče imajo Italijani celo na vidiku eno zvezdo, ki pa bi lahko kaj kdaj še dosegel. In to je Lorenzo Mark-Finn, ki je v bistvu zelo prepričljivo zmagal tole dirko. Tako da, ja, sicer to še nič ne pomeni, tudi Jakob Pomrzel je lani zmagal tole, se pravi Giro, a ne Baby Giro, kakor mu rečemo. Pa dobro, zdaj letos zaenkrat je mogoče še mlad, da bo še kaj tudi napredoval, pa da bo še... Tretji je bil dirki po Sloveniji, ja. Ne, se pravim, da zaenkrat ga še na teh najvišjih nivojih še ni, a ne čisto zraven, ampak ja, tale Italijan je kar veliko pokazal klele na temu Giro Genu, no. Tako da bil je tudi favorit, je valov za favorita in tudi kle so bili Bora močni. Tako da, ja, ima Bora očitno eno prihodnost, mogoče prihajajo. Pa je to, da je Italijana, ne. To je bilo pa itak po moje za Italijane nekaj, kar se jim je lahko Marija prikazala, zato ker je Italijan zmagal tudi Baby Giro, ne, po nekem času. Ja. Ja, Italijani, Francozi, zdaj sam še nekega hudega Španca čakamo. Ja, zdaj mogoče tudi bomo videli. Te imajo pa žensko, ne, imajo Španko. Ta. Ajde, čakamo desca. Ja, ampak so tudi nad njo zelo navdušeni. Tako da... Pa zdaj ne vem, imaš ti še kaj? Ne. No, drugače ena pomembna stvar se bliža. Jaz sem danes ful nekaj brala, ker sem imela cajt dopoldne, ker sem se naspala. Razen tura je kaj? Zdajle prihaja konec tedna državno prvenstvo v Sloveniji. Ja, to pa je res. In govori se in šušlja se in vedno bolj se govori in šušlja, in to sem že slišala tudi zdajle na dirki po Sloveniji, da naj bi vozila Pogačar in Roglič. Ja, za Rogliča vem. No, tudi Pogačar naj bi vozil. Okay. Tudi Matej Mohorič naj bi vozil, tudi Jakob Pomrzel naj bi vozil. Tako da mislim, da bo to, če bo to res, bo to kar eden bolj zanimivih državnih prvenstv v zadnjih 10 letih. Ali pa 5, ajde. Tako da bomo gledali. Je v Novem mestu. Zanimivih iz stališča štarta, ne pol dirke. Seveda, da se splača izgledati, ker mislim, da greš pa gledati prvega kolesarja na svetu, Kavos. Se ti pa ponud nekdo, pač ne hodijo vsi v Francijo gledati Tour de France, ne, tako da Pogačar zelo malo voz v Sloveniji, kakšna stvar, tako da bo to res lahka priložnost. Zdaj sicer lahko pa, da ga ne bo zdaj v tej, mogoče zaradi kakšne nesreče, zaradi Urška ali pa kaj tazga, da pa ne bo prišel. Zdaj ne vem, kje se je Urška bo zdravila v Sloveniji ali kje, če bo, pa mogoče, da bo pa tudi onkle spet. Tako da. V glavnem o temu se kar govori, da bo zelo zanimiv, to sem že slišala že par dni nazaj, no, da bo zanimiva štartna lista, danes se pa piše celo in tudi Jakob Pomrzel je dal izjavo, da se pričakuje Pogačarja in Rogliča na štartu. Bo pa v petek kronometer, v nedeljo bo pa dirka cestna in čisto za zanimivost, da tebi povem, kad ti tega ne spremljaš, bo to kar ena težjih cestnih dirk v Sloveniji, pač državnem prvenstvu, kjer bo bilo 163 km pa 3400 višincev. Gre za krog, ki je dolg 10,9 km pa 225 metrov višinske razlike in na koncu se zaključi na vzponu, ki ima naklon 9%. To je nek vzpon v Gabarju, to jaz ne poznam, to so tisti konci. Gabar je pa na Novem mestu. Aha, no, v glavnem kle je pa zaključek. Tako da bo po moje to že z tega vidika tudi kar težka dirka za voziti. Tako da bo že tudi to zanimivo. Kronometer je pa v petek, tako da bo tudi pri kronometer bo pa dolg 28,8 km.
z 500 metri višinske razlike. Tako da, ja, če za vikend, v nedeljo ne veste, kam jet, pa kva početi, pa kaj bi se dogajali, spremljite zdaj ta teden, pa mogoče lahko Pogačarja ujamete na štartu državnega prvenstva. Sicer pa bo v vsakem primeru zanimiv tudi, če bo Roglič vozil, pa Mohorič, pa vsi fantje, tako da mislim, da se kar splača mogoče pogledati. Ja, mislim, da definitivno je pameten, da se gre. Ja, jaz, če bo Frej, če ne bo imela koga zdelati, bo šla verjetno, če ne bo mogla pa delati klele. Pa se ne rabta bada. Ja, dobro. Se lahko ti delaš, pa gre Mersat gledati. Ponovadi sem bolj jaz tista, ki hodim gledati, Mersat še manj. Jaz sem gledal, da bi videl, kje je profil, pa naše spletne strani so tako fenomenalno narejene, da ne morem tega le poklikati. Ampak ja, vem, da gre, Meran gre voziti z našo licenco, gre na državnega. To gre, pa to voz kot amater? Ne, to kot profesionalc voz. Aha. Smo mu zdaj izrihtali licenco, glih prejle sem je dubu iz zveze, tako da gre voziti pod... Ja. Kako pa je Miran? Miran letos je bolj, ima kakšne zdravstvene težave ali kaj? Zakaj? Ne vem, se mi zdi, da ga kar ga ni nikjer. Je to zdajle, ja ne vem, tako se mi zdi. Ne vem. Posebno Malo Fran je po bil komentarjih šesti. drugih, da je kar bolj, ja pa vem, pa se od njega se pričakuje taka dirka, da bi imel vsaj top 3, a ne? Ja. Tle zdaj je isto. Jaz bi od njega pričakovala, za moje pojme bi mogel biti hitrejši od Lovšeta. Pa ne do zdaj, Lovše je fantastičen, to moram pohvaliti, Mateja Lovšeta. On je bil drugi na Majturu, človek je tudi že ni glih prav mladič, ne. In je bil zelo, zelo malo časa za prvim Grošljem, ki pa je tudi v bistvu odšel v beg, baje da po nesreči, je rekel, in mislim, da pol na Vršič, če bi imel Vršič še kakšen kilometer, da bi ga Lovše ujel. Tako da Lovše, bravo, in tudi on je ful dobro zgledal, ko sem bila jaz čist mrtva tam na podelitvi, je Lovše zgledal čist svež, tako da očitno ima zelo dobre sposobnosti vožnje v vročini. In naslednji dan, včeraj, je šel še na Argonautski maraton na državno prvenstvo in je še postal državni prvak zraven. Ja, tole mi je mal čuden. Kaj? Kle piše pod rezultati, da je Lovše zmagal, da je bil pa drug. Gledaš lanskoletne. Drug pa Kovač. Gledaš lanskoletne. Aha. Lanskoletne rezultate gledaš. Na timing moraš iti. Nimajo spletne strani letos. Spletna stran od Majtura je lanskoletna. To je pa noro. Ja. To vsi imajo s tem težave. Nekdo me je kar nekaj časa moril po sporočilih, da me ni v kategoriji. Pa ker je gledal tudi stare rezultate najverjetneje. Ja, koliko je bil? 50, 55, 53 sekund je bil zadnji. Če sem jaz to prav zaračunal. 31, pa 14, ja, 55 sekund je bil se pravim, za Grošljem. Kar... Pa je bil neki York. To je bil Avstric. Ja, Meran je bil pa pol, ja. Ta je pa kasiral v zadnjih 5 kilometrih 7 minut. Tam, ko smo vsi, točno vsi, 5 kilometrov smo začeli crkavati, ko vsi, ko smo se pogovarjali, no, pač razen se pravim Simon pa Uroš, ki sta odpeljala fenomenalno Vršič. Mislim, da sta ga oba dva pod 50 minut peljala. Ja, Uroš je 2,26 vozil. Se imaš nekje tudi čas vzpona, veš, imaš posebej čas vzpona merjen. Ja, mislim, kle sam piše neto pa rezultat. Ja, dobro. V glavnem, Mateju Lovšetu bi rada čestitala za to, da res, pa še potem naslednji dan je postal državni prvak v cestnem kolesarstvu, tako da moram reči, da res. Ja, da veš pa tali Argonautski maraton, si da je to vozil? Ne. To tudi enkrat je bilo odpeljati. Sploh ne vem, kje je. Je Vrhunka. Aha. Sem jaz vem, kje je, vem tudi, kje gre. Vse drugače, sama trasa je lepa. Sam pa gledal včeraj, jih pa ogromen štartal. Ne vem, nimam pojma po številki, ampak po štartu sodeč, glede na posnetek, jih je bilo, jaz ne vem. Po moje je bili stavžen ljudi, jaz ne vem, ali pa sem se jaz to zdaj zmotila, pa sem tako zgledal veliko. Sta pa tudi kot kratka pa dolga različica. No, tako, kukor, to je bil pa Grošelj drugi. Opa. Je pa kakor zapravljivček, že Hočevar ga je nabal zgledal v šprintu.
Ja, sej na en dan Ja, prej. Emeršič je bil tretji. Ja, to so neke kategorije, ali kaj, ali generalno. gledano skupno. Generalno skupno. Kategorije so meni kar neki. To ali zmagaš skupno ali pa pač ni zmagal. Ne, to ni res. To smo Ma, se glih dobro, pogovarjali, to da v amaterstvu bi mogli Ženske skupno. imejte svoje. Ne, tudi moškico se vsi strinjamo, da v amaterskem kolesarstvu bi mogli biti sploh skupnih razvrstitev, ne bi smeli biti, ampak samo kategorije. Ker kakšna je pa kategorija v pelotonu? 20 do 35 so stari. Sej niso stari 45 pa 50 let. Ne, piše, da je bilo moški 235. A na argonautskem maratonu. Ja, ne vem, pa je bilo tako. Pa je bil pa posnetek tako narejen, da je izgledal, da jih je štartal ne vem koliko. Da vidim še za ženske. Ja, žensk pa mislim, da verjetno jih je bilo Ja, pa sam to je 20. moški, a pa je še mali, čaki, da vidiš še mali. Vse so štartajo posebej. Ja. Ni No, v bistvu- tukaj jih je še 103. Ženski jih je 23, Na mali, na veliki. na veliki. Tam pa 21. Aha. Tako da vse skupaj to, ja, rečemo 400 ljudi. A ja, sem mislila, ne vem, pa je bil pa posnetek tako dober, da mi izgledal, da jih je bilo nenormalno. Ozka ulica pa ful. Ja, verjeten, kaj tazga, ja, meni se je pa zdelo, da jih je Pa ne, ja, pa sej saj dobro, že- sej to je veliko, ja, sej to To je je veliko. že lepa cifra, Ja. če gledaš za Slovenijo, pa to, kaj maratonov zdaj. Ja, pač se ne zdaj moreš res tega pričakovati, da- ne normalno veliko je tega, tako da škoda, da ima toliko. Po eni strani je fajn, lepo, da tako delamo, po drugi strani pa škoda, ker pač, ja, moraš kaj izpustiti pol tudi ne. Jaz včeraj vem, da ni šans, da bi šla dirkat še enkrat, tako da. Ja. Vsi tisti, ki so bili na Majturu in da so potem še včeraj šli sploh pelat, res. Sam to že. Imam še eno vprašanje za tebe, pa da s tem zaključiva pol, kaj je že več kot 1 uro. A ti, se pravi, rečemo, imaš nek trening za narediti in se usedeš na kolo in imaš čist trde noge. Kako zbijaš to, da imaš trde noge? Da ne obračaš si dobro, ne počutiš se dobro. Ali si dobila kdaj tako, imaš kakšen recept? Ja, mislim, zdaj meni, če se tudi se mi je že to zgodilo, sam jaz pač potem ne naredim tistega treninga enostavno, sam to se mi ni prav velikokrat zgodilo, ponavadi sem to že vedela zjutraj, že prej ali pa že en dan prej, da nekaj nam bila ok. Ampak če že potem ne bi šla pač delati trening, sploh če bi bil nek intenziven trening, ga sigurno ne bi šla delati, kot sem si ga zastavila, ampak moram reči, da dostikrat štartam, imam trde noge, težke noge, ampak s tistim ogrevanjem, ki ga imam v treningu napisanega, ne, se pravi, ne vem, to je ponavadi 10 minut res neke nizke intenzivnosti, pa potem 20 minut nizke cone 2, ponavadi se mi v tem pol ure noge zvrtijo. Tudi če imam slab občutek, tudi če imam težke noge, verjetno so tudi kot treningi zastavljeni, a ne? In se mi v tej pol ure ponavadi noge zvrtijo in se potem načeloma počutim boljš. Če pa se po vsem tem času ne počutila boljš, pa bi si zadala, bi imela v treningu ne vem kaj delati, kakšne intervale, jih pa pač ne bi šla. Bi se pa naprej pelala eno cono 2, tako da odpravim nek trening vseeno in če se še tako dobro počutim in je to. Ja, kaj sem imel glih včeraj 2 ure cone 2, pa sem probal na začetku, sem komi držal cono 2, tako 200 vatov je bilo meni težko obračati, po 1 uri sem se mogel pa prav nazaj držati, da nisem šel konstantno skozi. Ja, verjetno sem bil malo pečen od sobote, noge še ne čist regenerirane in pol si pač. Ja, pa malo ampak narediš, preden začneš cono 2 voziti, tudi še kakšen ogrevanje ali tako začneš cono 2? Takoj, bumba. Kaj pa je 200 vatov, to v spanju bi jaz to mogel obračati. Ja, ni, ne. Ja, no sej, pa sem se matru in pol sem se zmatru. Jaz ponovadi imam najprej tako napisan, da 10 minut vrtim od 105 do 118 vatov, ne. To je 2 vata. 105 do 118? Ja, to je 2 vata na kilo, da jih vrtim 10 minut. To po moja ta mala obrača takoj. Ja, sej tudi tep ne bi to škodilo mogoče, se pravi, to bilo pa tep pa je 180 vatov, ne. Ja, možno, da bi vrtel najprej 10 minut, sej načneš zgubo zaradi tega. Pol pa greš na cono 2. Pa ne, sej sem se pomatril, prve pol ure je bilo težko, pol je bilo pol ure, rečemo, semi ok, pa zadnjo uro sem se mogel pa nazaj držati. Ja, sej, pa se pravi dobro, važno, da si se zregeneriral v tisti 1 uri, ampak ja. Kaj neč. Je dobro, a imaš še kaj, kakšen nasvet za tele vroče dni? Ja, dajte čim več pitne, sej kaj če drugega govoriti brez veze. Dajte tudi, če imate namen jeti naslednji dan kakšne dolge fure, dajte že en dan prej piti, tako kot meni napiše trener, spati s prozornim urinom. Pa ne,
jaz načeloma, ja, če začnete zgodaj že zjutraj piti, pa popoldne zmanjšujete tekočino, da vas ni strah, da na-te hodili ulat po noč, se da jaz načeloma ne grem, pol nimam težav, da bi mogla lih po noč hoditi na stranišče. Res pa je, da tudi če grem, sem tak človek, da hitro nazaj zaspim, no, ampak ja, čim več tekočine, to je najbolj pomemben. Pa hladice v senci, pa če je preveč vroče, tudi magar najti na kolo. Dobro, sončki, pejte na državno prvenstvo, pejte navijati, sploh zdaj, če bo toliko naših zvezdnikov se v kar splačali pogledati. Tagite Proof Cycling, sploh tisti, ki nijate privat profila, da bomo še mi šerali na story. Noč, to je to, do naslednjega, se vidimo čez 14 dni. No, lepo se meni dopusti, pa uživite na uživi. izletu. Ajde, čau. Čau. Evo, bežmo.